Dober dan, pozdravljeni na današnji enourni delavnici, kako se pomirim in v sebi najdem srečo. Moje ime je Maša Plaznik in prihajam iz Žarka sreče. Predlagam, da preden začnemo, se udobno namestiš, si najdeš eno mesto, da boš komot, lahko je to postelja, kavč, lahko je to tudi za mizo ali na tleh. Naredili bomo kakšno sprostitveno vajo vmes, kakšno dihalno vajo. Morda si vzameš tudi kakšen list papirja in pisalo, če si med delavnico kaj zapišeš, da ti ostane za potem. Okej? Čakam trenutek, da se lepo pripraviš. Okej. Čemu je namenjena današnja delavnica? Že sam naslov pove, zato da se lahko umirimo, da se sprostimo in da lahko v sebi najdemo tisto, kar nas bo sprostilo in pomirilo. Okej? Vsak izmed nas ima neke svoje navade, nekaj, kar pogosto izbira, zato da se umiri. Včasih to deluje, včasih pa tudi ne. Že imaš mogoče izkušnje s tem? Okej. Najprej bi prosila, če res vzameš tale list papirja, pa bomo za začetek nekaj napisali kot neko samoanalizo. Okej? Kaj že imaš? Okej. No, napiši zgoraj alinejo, kaj sem do sedaj počel oziroma počela, da sem se lahko umiril. Torej, kaj sem do sedaj počel, da sem se lahko umiril. Okej. In sedaj lepo zapri oči. Bom tudi jaz zaprla oči. In bomo za začetek naredili, preden napišemo to, kaj nas je do sedaj pomirilo, eno vajico. Okej? Torej zapremo oči in bomo naredili počasen, globok vdih skozi nos notri in počasen, globok izdih skozi usta ven. Pa začnimo. Počasi vdihnem skozi nos, napolnim pljuča in prsni koš in trebuh. In počasi izdihnem skozi usta ven, lahko je to z zvokom, in spraznem ves zrak, ki ga imam v sebi. Super. In sedaj to ponovimo še dvakrat. Torej počasen vdih skozi nos noter, da napolnim pljuča, prsni koš in trebušček. In počasen izdih skozi usta ven, z zvokom, da spraznem ta zrak. Super ti gre. Okej. In še zadnjič, prosim. Okej. Sedaj pa le vzami tale list papirja in pisalo in pobrskaj malček po spominu. Torej, kaj sem do sedaj počela, da sem se umirila. Ni pomembno, če je to delovalo ali če ni delovalo. Samo zapiši, kakšne poskuse pomirjenja si do sedaj izbiral oziroma izbirala. Lahko napišeš eno stvar, lahko jih napišeš več. Bom še malček počakala. Morda se še kakšno spomniš.
Ok. Sedaj druga točka. Torej, napisali smo, kaj smo do sedaj poskušali, da bi se pomirili. In sedaj druga točka. Zraven teh alinejic, ki ste si jih napisali, napišemo plus, če je delovalo, in minus, če ni delovalo. Torej, lepo po vrsti preberite alinejico, plus, če je delovala, in minus, če ni delovala. Vem, da kdaj deluje, kdaj ne, ampak dajmo tako, na splošno. Okay? Torej, največkrat, ali je ta metoda pomirila ali ni. Okay? Zdaj si pa še obkroži, katere izmed vseh teh metod, ki so napisane na tvojem seznamu, ti je najbolj pri srcu, jo najraje izvajaš. Ok. In sedaj me zanima, kolikokrat na teden izvajaš vsako izmed teh aktivnosti, približno, tudi če ni natančno, približno si napiši, kolikokrat na teden izvedeš katero izmed teh dejavnosti. Ni tako lahko izračunati, ne? Kar pogumno. To, kar počnemo, nas bo nekam pripeljalo. Ok. Predvidevam, da si do sedaj že vse izpolnila. In sedaj naslednje vprašanje. Kaj od tega, kar si do sedaj izbirala, se pomiriti, bi tudi v prihodnosti še vedno uporabljal? Torej, katera ali katere, lahko jih je tudi več, bi še tudi v prihodnosti z veseljem se poslužil? Ok. Zdaj si pa še napiši zraven novo poglavje. Zdaj smo naredili prvo poglavje, prvo alinejico. Torej, kaj smo do sedaj počenjali, izbirali, da bi se pomirili, kako je to bilo učinkovito, kolikokrat na teden smo to počeli, kaj izmed tega je nam najljubše in kaj predvidevamo oziroma si želimo tudi v prihodnosti še izbirati. Okay? In zdaj spodaj, novo poglavje, si izpišemo samo eno aktivnost izmed teh zgornjih, ki nam je všeč in ki bi jo radi tudi v prihodnosti še vedno počeli. Eno napišite, če jih imate več, malček pogledajte, kjer izmed teh bi bila res tista najbolj top izbira. Ok. Sedaj imamo nekaj, kar bomo lahko uporabljali v prihodnosti, nekaj, kar že poznamo, kar smo že poskusili, nekaj, kar je nekako že delovalo in nam je tudi všeč. Okay? Torej, ali boste sedaj izbrali, da vse tisto, kar nas je omejevalo pri tem, da bi to zares uporabljali, vse tiste omejujoče misli, skrbi,
vse sodbe, ki jih imamo, kako naj bi to počeli, kdaj, na kakšen način, s kom naj bi to počeli, okej? Da se vse, kar se je to zapisalo kot del nas, v naši glavi, v naših mislih, v našem srcu, trebuhu, čustva, občutki, da vse, kar to je, razgradimo, uničimo, odpovemo in prekličemo. Okej, to bom jaz zdaj vam pomagala. To bo kot ena taka energijska terapijica še zraven. Torej, če si želiš, da se to odstrani, samo v mislih izberi, okej, ja, si želim. Okej. Hvala. Okej, zdaj bomo to odstranili. Nekateri boste kaj začutili v sebi, nekateri ne. Bolj kot smo v stiku s seboj, bolj tudi zaznavamo vse tisto, kar se energijsko dogaja v našem telesu. In mi smo energija. Okej? Okej. In sedaj, vse sodbe, ki jih imaš do sebe, da si ne dovoliš se sprostiti. Lahko tudi to sedaj odstranimo. Lahko? Ja? Okej, hvala. Okej, še to vse odstranimo. Tvoje telo že se sprošča. Okej. In vse povsod, kjer si zdaj misliš, kaj zdaj to delamo, kaj zdaj ta Maša nekaj tu govori in počne, lahko tudi vse te omejitve, ki jih imaš, odstranimo. Hvala. Okej. Okej. In kakšna energija, prostor in zavest sta lahko ti, tvoje telo, tvoje misli, čustva, občutki in vse to, kar ti si, kot bitje in kot telo, da si od tega trenutka dalje na dnevnem nivoju dovoliš se umiriti in sprostiti. Okej, torej, kaj lahko zdaj izbereš? Kaj si lahko, da si to dovoliš? Boš vse, kar ti ne dovoli, da bi to lahko ta trenutek izbrala oziroma izbral, da se vse to razgradi in odstrani. Hvala. Okej. Veliko stvari se sedaj sprošča iz tvojega telesa. In če si mogoče tudi ti zazehal, zazehala, ali pa se nekako je telo oddahnilo, pomeni, da se je veliko stvari sprostilo in da telo rabi nov kisik. Kako je lahko še boljše kot tako? Okej. Hvala. Sedaj bomo spet naredili eno kratko vajico. Okej? Zapri oči. Okej. En globok, počasen vdih skozi nos not. In izdih skozi usta ven. Da se sprostimo, da se telo spet napolni s kisikom. In bomo opazovali, kaj se dogaja sedaj v našem telesu, kako se počutimo in česa se zavedamo. Okej? Torej si bomo vzeli minutko ali dve tišine in pogledamo vase. Samo z mislimi se sprehodimo po našem telesu, od vrha glave, mimo prsnega koša, trebuha in noge dol, do konic prstov in opazujemo, če zaznavamo, kje je kakšno težo, kakšen pritisk, če nas kaj boli, ščemi, če je karkoli v telesu neprijetnega. In ko najdemo, vse, kar naredimo, je, da dihamo. Okej? Na primer, našla sem težo v svojem prsnem košu, v predelu srca in si predstavljam, kako tam na prsni koš, na srce, položim še en nos, kot ta moj nos. Okej? Položim nos tukaj
In ko jaz vdihnem skozi moj nos, si predstavljam, da vdihujem tukaj, skozi moje srce. Okay? In vdihnem notri v srce mir in radost. In izdihnem ven iz srca, karkoli je ta teža, ta pritisk. In ostanem tukaj na tem mestu z mislimi toliko časa, dokler se ne sprosti. Lahko je to 3 minutke, minutka, 5 minutk. Okay? In bomo si vzeli zdaj nekaj minut časa za to. Okay? Jaz bom bila tiho in bom počakala. In vse dokler spet ne slišite moj glas, dihajte. In če predihate eno mesto, lahko poiščete v telesu, če najdete še kakšno tako mesto, kjer je kakšna teža, kakšen pritisk, kakšno čustvo, nekaj, kar vam ni všeč. Okay? Torej, zapremo oči. Tihi izdih. In se sprehodimo po telesu, poiščemo mesto, kjer nekaj ne štima, postavimo nos in tam predihujemo. Vdihujemo mir in radost in izdihujemo ven tisto težo. Okay. Samo še kakšno minutko. Okay.
naših 5 minut, ki je mimo. Sedaj prosim, vzamite list papirja, ki ga imate, pa spustimo približno tako ene 5 vrstic prostora, ker bomo potem še nekaj dopisali v tisti alineji od prej, kjer smo si eno stvar izbrali, da jo bomo tudi v prihodnje še počeli. Okay? Torej, spustimo nekaj vrstic in tam vas prosim, da si napišete, kje, na katerem delu telesa ste zaznali to težo, ta pritisk, neko nelagodje, kako ste to predihavali, kaj se je dogajalo, kaj ste čutili, zaznavali in kako je bilo potem, ko smo to končali. Ali se je vse sprostilo, se sploh ni sprostilo, se je delno sprostilo in kako se počutite sedaj potem. Okay? Torej, napišemo, kje smo kaj našli, kaj se je dogajalo in kako se počutimo sedaj. Počakaj še minutko, da si lepo napišeš do konca. Okay. Sedaj, ko imaš to napisano, si zgoraj dopiši še eno alinejo, torej nad tem, kar si sedaj zabeležila. Si prosim napiši zgoraj pod tisto alinejo, kaj bom še v prihodnosti za sprostitev izbrala. Si napišemo še to alinejico. Predihavanje teže v telesu. Torej, predihavanje teže v telesu. Okay? Torej, to je vaja, kjer predihavamo težo, ki smo jo nekje v telesu zaznali. Lahko si zraven v oklepaju dopišeš, da zaprem oči, postavim nos tam, kjer zaznam težo in diham. Torej, zaprem oči, nos dam tam, kjer je teža in diham. Vdih je pozitivna energija, izdih pa je negativna energija. Lahko sami izberemo, kaj bo ta pozitivna energija, ki jo vdihujemo. Naprimer, jaz sem prej omenila, čutim težo na prsnem kožu v srcu. Okay? Lahko vdihujem ljubezen, sproščenost. Okay? Lahko vdihujem radost, mir. Lahko vdihujem sonce, svetlobo. Lahko vdihujem zaupam vase. Lahko vdihujem, danes je krasen dan. Okay? Sami izberite, kaj si želite, da postanete v vas. Torej, katera energija, katera misel, kateri občutek si želite, da postanete v vas. Okay? Ko mi z mislimi spremljamo to, kar počnemo, ojačamo to, kar se v nas dogaja.
Torej, ko jaz vodeno diham, imam torej nos tukaj in vodeno diham, vdihujem, naprimer bomo dali mir in sproščenost, torej tukaj imam težo, vdihujem skozi ta nos tukaj, mir, in sproščenost. In ta energija se širi po mojem telesu, vse povsod, ne samo tukaj, kjer je ta teža. In ko izdihujem ven, si predstavljam, kako karkoli ta teža je. Lahko so to skrbi, lahko je to pomanjkanje nečesa, kakšne pozornosti, pomanjkanje ljubezni, pomanjkanje časa zase, lahko je to neka osebna stiska, lahko je neko čustvo, bolečina, lahko je to trma, lahko je to karkoli. Včasih so mešani občutki, mešane stvari, ki jih nosimo v sebi. Včasih niti ne vemo, kaj to je. Kaj, če ni pomembno to, če jaz zdaj vem, kaj se dogaja z mano, ali ne vem. Ni važno. Karkoli to je, jaz to zdaj čutim kot neko težo v sebi. Torej, samo to težo izdihujem ven. Torej, vdihujem, smo rekli, mir in sproščenost, izdihujem ven to težo, karkoli je. Če imam zavedanje, če se zavedam, to je moja trma, ali pa, to je žalost, ker se mi je nekaj zgodilo. Lahko izdihujem potem to ven, naprimer, izdihujem mojo žalost ven, vdihujem mir in sproščenost, izdihujem potem pa to žalost. In enako velja za katerikoli del telesa, kjer mi zaznavamo, čutimo neko bolečino, neko intenzivnost dogajanja. Naša telesa so čudovita bitja. In tukaj so zato, da mi skupaj v sožitju ustvarimo v našem življenju nekaj čudovitega. Imamo telo, imamo to čudovito telo. In čas je, da skrbimo za to telo, da opazujemo, kaj se v telesu dogaja, kaj se skriva v telesu. Nismo samo misel, nismo samo mental, glava, naredi to, naredi to, naredi to, ne pozabi tega, še to moram, pa da ne bom tam zamudila, pa kaj bo rekel sosed. To so normalni procesi, ki jih vsi doživljamo, ker živimo v taki družbi, svet trenutno je tak. Ampak mi smo tisti, ki lahko to začnemo spreminjati. Ja, vaja dela mojstra in mojster dela vajo. Torej, če si vsak dan vzamemo in predihamo vse tisto, kar smo doživeli in še vse tisto, kar imamo v sebi iz preteklosti, bomo s časom, torej z vajo, ko bomo mojstrsko ponavljali to vajo, bomo vedno bolj lahki, se bomo vedno boljše počutili, bomo imeli vedno več prostora, občutek lahkotnosti, sreče, za to preprosto vajo. Že jogiji, že stare v vedah indijskih, stare znanosti govorijo o tem, da je dihanje zelo, zelo, zelo pomemben proces in običajno ljudje dajemo premalo pozornosti dihanju. Tako da dihanje vodeno z mislijo, kaj si želimo s tem dihanjem doseči, učinkovito spreminja naše počutje, naš pogled sami nase, naš pogled na svet in nenazadnje tudi to, kako se mi navzven pokažemo, kako si dovolimo reči, danes sem imela stresen dan, šefica me je znervirala, sosed mi je težil zaradi meje, otroci so sitni, kosilo ni narejeno, vse mene čaka. Torej, to vse se je zgodilo. Sedaj pa je moja izbira, kaj bom naredila. Se bom zdaj živcirala, vznemirjala, bila slabe volje, spet se počutila slabo zaradi tega. In si ustvarila, da bo cel popoldan tudi slab. Ali pa si bom vzela 5 minut časa, lahko grem na WC, lahko grem v neko sobo, dnevno, hodnik, kamorkoli, lahko grem ven, če imam možnost iti, ne vem, na klopco, pred kakšen vrt, drevo, kamorkoli, ni pomembno, balkon. Nekam, kjer imam lahko 5 minut miru. Zaprem oči in to prediham.
si vzamem 5 minut časa, da te misli, to tenzijo, to, kar se je zgodilo, kar sem začutila, samo sprostim ven. Okay? In potem grem nazaj tam in rečem, ok, kaj je zdaj potrebno? Torej, moram skuhati kosilo, moram porihtati otroke in potem bo vse ok. Okay? In če se bom jaz tega lotila na umirjen način, sproščeno in bom vključila notri, naprimer, če so otroci dovolj stari, da niso glih 1 leto stari, 2 leti, ker ne morejo mogoče nič pomagati, ampak starejši, ko so, več opravil lahko jim dodelimo. Torej, da jih vključim in jim rečem, ok, ti boš prinesla korenček iz hladilnika, ti pa boš zdaj šel v, ne vem, klet na balkon po krompir. Ta čas, dokler oni to naredijo, bom jaz vzela ven solato in bom začela čistiti solato. Oni bojo prinesli to, kaj pa zdaj? Ja, tisti, ki odvisno od starosti, lahko olupijo, lahko operejo, lahko pripravijo mizo, lahko dajo glasbo, okay? Lahko naredijo ogromno stvari, preprostih, če so večji in starejši, lahko pač jim damo bolj zahtevne naloge, da tudi narežejo, pripravijo, pa dajo kakšno kozico na štedilnik. Igrajte se s tem. Vaši otroci, če ostanemo v tem primeru z otrok, so zelo sposobni. Samo možnosti jim je treba dati. Okay? Enako lahko naredite s svojim partnerjem ali partnerko, pač odvisno, kdo zdaj doma kuha in kdo ne počne to najraje. Okay? Dajmo jih angažirati. Zakaj bi mi naredili, če lahko delo razdelimo? Okay? Enak primer je lahko, naprimer, sem v službi in sem preobremenjena, ker večino stvari opravim jaz. Morda sem malo bolj hitra, malo bolj sposobna, morda sem malo bolj naivna, morda me je malo bolj strah, karkoli je razlog, da imam jaz več dela, da sem preobremenjena, lahko to delo začnem nekoliko prenašati na druge ljudi. Prositi za pomoč, povedati, imam preveč dela, ne uspem. Tako kot smo si prej naredili analizo na začetku delavnice, ko smo napisali, katere vaje jaz izbiram, ki me pomirijo. Okay? Pa smo napisali, potem smo napisali, kako pogosto jih to počnemo, kako so učinkovite, kako niso. Enako evalvacijo lahko naredimo v katerem koli področju našega življenja. Tako da jaz te vabim, da si v takih situacijah, kjer se vznemiriš, kjer si izven sebe, v stresu, karkoli se dogaja, kjer nisi sproščeno, radostno, kjer je grozno in obupno, predihaj. Lahko narediš tudi tisto vajo, ki si jo imaš izpisano kot najljubšo, ki bi jo še v prihodnosti z veseljem počela, okay? In vzami list papirja in napiši si stvari. Če je stiskaš časom, ker moraš hitro peljati nekoga nekam, ker se mudi, ker ne vem kaj, ok, naredi to in ko prideš nazaj zvečer, ne pred televizijo, ne Facebook, Instagram, socialna omrežja, ne vem kaj, vzami papir in piši. Ok? Ko pišemo, si zabeležimo dogajanje in ga ne pozabimo in naslednji dan ali pa čez en teden, kadarkoli se ponovno zgodi nekaj podobnega, spet pišemo. In drugič spet, in tretjič spet. In potem si vzamemo ta zvezek in pogledamo, kaj me je vznemirilo. In potem vidimo, ali obstaja neka rdeča nit, torej me vedno ene in iste stvari vznemirijo, okay? Me različne stvari vznemirijo, kaj je skupnega, kako se jaz počutim, a se vedno na enak način odzovem. Imamo neko analizo, vemo, kje smo. Okay? In potem, ko vemo, kje smo, lahko nekaj v zvezi s tem tudi naredimo. Okay? Torej, lahko predihamo to, lahko naredimo to našo vajico, ki smo si jo izbrali, in lahko naredimo katerokoli drugo vajo, ki ste jo kjerkoli spoznali. Vem, da ste že slišali, brali, videli ogromno nekih orodij, ogromno nekih vaj, pripomočkov, načinov, kako se sprostiti. Lahko greste teč, lahko se spotiste, lahko spijete en kozarec vina, soka, limonade, vode, lahko greste na okno, se zberete, karkoli vam pomaga. Zakaj bi živeli življenje v stiski,
in da držimo v sebi stvari, če jih lahko sprostimo in damo ven. Okay? S tem, da bi vam svetovala, priporočila, da če le možno, raje izbirajte stvari, ki so prijazne vašemu telesu. Torej, če nikoli ne hodite teč, ne zdaj teč 10 kilometrov, ker vaše telo ni navajeno tega in bo bolelo. Okay? Ne se spiti pol litra vina, spite pol deci, 1 deci, dovolj. Okay? Torej, ne pretiravati v stvareh, karkoli počnete. Okay? Zato, ker naše telo je naš tempelj. In če bomo mi dobro skrbeli za naše telo, se bo telo počutilo odlično. In ko bo telo odlično, bomo tudi mi odlično, ker bo v telesu mir, sproščenost, svoboda, ne bo stresa. Okay? Okay. Gremo naprej. Torej, sedaj imamo vajo, ki nam je ljuba in jo bomo še počeli, in imamo vajo predihavanja. In malo smo se pogovorili o tem, kako in kaj, kdaj to uporabiti in kako vključiti tudi samo evalvacijo v svoje življenje, da spremljamo, kaj se nam dogaja in da lahko sami sebi naredimo neko analizo. Okay? Zdaj bi vas še povabila, tako kot smo naredili nekje na začetku, ko sem uporabila moje energijske sposobnosti, da smo odstranili zapise v nas, ki so nas omejevali pri tem, da bi si vzeli čas zase. Se spomniš na začetku? Okay. Vsak izmed nas ima neke sposobnosti. Okay? Eni jih poznamo, eni jih ne poznamo, mogoče nekaj smo jih že srečali, nekaj pa nimamo pojma, po domače povedano, da te naše sposobnosti obstajajo. Okay? Ampak tudi, če ne veš, da imaš sposobnosti, to še ne pomeni, da jih nimaš. Samo ne veš še za njih. Okay? Jaz imam to sposobnost, med drugimi, da lahko z močjo misli spreminjam frekvenco, vibracijo. Okay? In ti dam eno skrivnost. Vsak izmed nas je to sposoben. Okay? Eni malo z večjo jakostjo to naredimo, eni z malo manjšo jakostjo, okay? Ampak vsi to znamo. To je zakon privlačnosti, moč misli. Okay? Torej, vsakič, ko ti po glavi hodijo misli, ki ti niso všeč, okay? Jih lahko zamenjaš. Ker ko meni hodijo po glavi misli, zdaj bo pa to se zgodilo, po vsej verjetnosti 99,99% se mi bo to, o čemer razmišljam, česar se bojim, prej ali slej zares zgodilo, ker si bom sama ustvarila to resničnost. Se vam je že kdaj zgodilo, da ste se nečesa bali in se je pol zgodilo, da ste se nečesa izogibali in se je pol zgodilo, samo da ne bom srečala zdaj tiste pa tiste osebe, ko bom šla tam. In evo ti vno osebo. Okay? Ali pa, samo da ne bo to, in tak se zgodi. Okay? Ali pa še slabše, da si sodimo sami sebi. Ja, nisem dobra, sigurno bom danes pogrnila na izpitu. Pridem na izpit, tema in ne znam, ne rešim in padem izpit. Ali imam sestanek v službi in sem obremenjena, me je strah, kako naj tam povem svoje mnenje, kako naj prosim nadrejenega za dopust, za, ne vem, višjo plačo, karkoli. Okay? Menjavo lokacije, kje imam pisalno mizo postavljeno, karkoli si pač želim. Okay? In grem že v štartu razmišljati negativno, sem se zaprla, sem se zaklenila, ker sem si ustvarila situacijo, kjer to ni možno. Okay? Zato vsakič, ko imamo negativne misli, vse, kar moramo narediti, je klicaj, žarnica, kot v risankah, okay? Se ustavimo in se rečemo, ok, ne. Vdih, izdih, dovolj, stop, ne. In zamenjaj misel, daj pozitivno. Torej, če sem prej rekla, ne bom uspela prepričati šefa, sebe, brez veze, itak mi ne bo omogočil dopusta takrat, ker so se sigurno že vsi ostali pred mano za ta termin zagrebli. Okay? Torej, sem že izbrala, je brez veze. Stop, žarnica, vdih, izdih in rečem, ok, kaj pa lahko zgubim?
V najslabšem primeru bo rekel ne. Lahko pa reče ja. Ok, torej dajmo razmišljati pozitivno. Dajmo iti, ok, grem, kar bo bo. Ok, bom dobila dopust, se bo našla možnost, sigurno nekaj se bo zgodilo. Ok, in grem in povem, izustim, pljujem. Ok, in zdaj lahko bo takoj rekel ja, lahko bo rekel ne, lahko bo rekel bom razmislil, lahko bo rekel ne, pa se bo čez par dni zgodilo, da tista oseba, ki je imela zdaj takrat na dopust, se premisli, nekaj se zamenja. Če vztrajamo pri tem, kar mi vemo, da je za nas dobro, se bo vesolje, naše življenje potrudilo, da nam to prinese tako, na pladnju. Ne glede na to, če to verjameš ali ne, to je dejstvo. Okay? Ni to znanstvena fantastika, to je kvantna fizika. Okay? Že naši pregovori slovenski, recimo en zelo, sigurno ga že poznaš, kar seješ, to žanješ. Okay? Torej, če bom jaz sejala, tak pozitivne misli, bojo zrasle pozitivne izkušnje, pozitivne stvari, pozitivni dogodki ven. Okay? Če bom pa sejala negativno, bo negativno zraslo. Je tako. Če bom sadila buče, bojo buče zrasle ven, ne bojo zrasli fižoleti. Okay? Torej, kar sejem, to žanjem. Če sejem pozitivno, bom žela pozitivno. Okay? Zdaj pa se vračam na to, kar sem prej želela, ampak sem začutila, da bi vmes malček te teorije, da ti približam, kako in kaj in zakaj jaz s temi mislimi in kaj mi tukaj zdaj ta trenutek lahko naredimo. Okay? Torej, ali dovolite, da vse tisto, kar ste že vnaprej izbrali in določili, da za vas ni možno, da vse, kar to je, sedaj razgradimo, stranimo, se temu odpovemo, prekličemo. Ja? Ok, hvala. Polno tega imamo. Ok. In vse, kar smo izbrali in nas v prihodnosti čaka, kar smo si naštimali, da se bo zgodilo, ker smo mi predtem že izbrali in kar je, zdaj ne moremo spremeniti, lahko tudi vse, kar to je, razgradimo, odstranimo, odpovemo in prekličimo. Ja, hvala. Ok. Opazuj svoje telo, medtem ko sedaj odstranjujemo mi te zapise, te misli. Ok? Ali si kaj lažje, ali se spreminja, morda zaznavaš, morda ne, morda boš po delavnici, morda boš čez kakšen dan opazila spremembo. Okay? Ni pomembno, kaj je ta trenutek, ampak fajn je, da smo to zdaj naredili in učinek zagotovo se bo pokazal. Ali tako ali drugače, prepusti se prav. Ok. Za zaključek bi danes naredila še eno vajo in sicer vajo, kjer prikličemo svojo prisotnost, da smo prisotni pri sebi, da ne razmišljamo o tem, kaj moramo narediti potem, kaj nismo naredili, kaj so rekli drugi, kaj je še potrebno, da ne rešujemo problemi situacije od drugih ljudi, ampak da smo prisotni z mislimi pri sebi. Okay? Da se zavedamo sebe, da smo v tisti samoevalvaciji, kaj se nam dogaja. Tudi če trenutno ni lepo naše življenje, če imamo trenutno neko težko obdobje, to ne pomeni, da je najboljša izbira, da zbežim in se ne ukvarjam sama s sabo. To je napaka. Če jaz bežim pred tem, ne pomeni, da bo se to končalo. Mogoče bo samo še bolj intenzivno ratalo, ker me bo ta stvar lovila. Okay? Če jaz bežim pred tem, da imam neke odgovornosti, da moram nekaj narediti, se bo nabiralo in me bo lovilo. Vedno več bo in vedno težje bo. Okay? Torej, fajn je se ustaviti, vdih, izdih, predihati, narediti kakšno sprostitveno vajo, biti prisotni, to vajo za prisotnost bomo zdaj skupaj naredili. Okay? Torej, biti prisotni in iti v akcijo, narediti nekaj v zvezi s tem. Stvari se same od sebe ne bojo spremenile. Mi smo tisti, ki si ustvarjamo našo resničnost. Ok? Ok. Zdaj to vajo za prisotnost. Spet te vabim, da zapreš oči. Ok? Odložiš kemični, pisalo, karkoli imaš po rokah. Lepo zapremo oči. Ok?
In spet bomo naredili tako, da bomo naredili počasen vdih skozi nos, da napolnimo prsni koš, pljuča, trebuh. In počasen izdih skozi usta ven, da spraznemo vse, še. Spraznemo vse. In naredimo še 2-krat vdih skozi nos počasen in izdih skozi usta ven. Okay. Dihanje lahko sedaj umirim. To je naraven proces, poteka samo od sebe. Okay. Sedaj moje dihanje usmerim samo skozi nos. Okay. Torej mi dihamo skozi nos, vdih in izdih potekate skozi nos, lepo počasi umirjeno. Okay. Po glavi imamo po vsej verjetnosti ogromno enih misli, enih skrbi. Okay. Ni pomembno, kaj je zdaj v naših mislih, kaj je v naši glavi. Našo pozornost usmerimo na to, da smo prisotni pri sebi. Ne rešujemo problemov in situacij teh misli v glavi. Pustimo, naj one tam švigajo. Niso pomembne te misli. Mi se zdaj ukvarjamo s tem, da smo prisotni v telesu. Okay? Torej, našo pozornost usmerimo na našo kožo. Koža je največji organ, ki ga mi z očmi lahko vidimo na našem telesu. To je največji organ. Koža prekriva celo telo. Od vrha glave vse dol do petih konic prstov na nogah. Torej, usmerimo pozornost na našo kožo. Zaznavamo vse pore na koži, dlakice, pikice, pegice, vse, kar je na koži. In kot da smo en majhen možiček, okay? Smo prisotni v koži, v celicah naše kože. Ne komplicirati, samo naredite v mislih, izberite, predstavljajte si in se bo zgodilo. Eni to vidimo, eni čutimo, eni pa nimamo nobenih občutkov ali zaznav. Ne se ukvarjati s tem, tako kot ko fantaziramo in si predstavljamo, da se nekaj dogaja, enako počnemo zdaj to vajo. Okay? Torej, smo prisotni kot majhen možiček v čisto vsaki celici naše kože. Smo tukaj. Okay? Tudi v tistih delih, kjer imamo kakšno brazgotino, kakšno rano, kakšno poškodbo, nekaj, kar nam ni všeč na našem telesu, smo prisotni tudi tam, ker vse to je naše, je v nas. Okay, in sedaj, ko da se stopimo notri v telo, skozi kožo gremo globlje not v telo, tako kot da bi bili ena plastenka, ena steklenica vode, gremo notri in sedaj plavamo v našem telesu. In usmerimo naše misli v telo in smo v telesu. Kot da bi bili ena steklenica in napolnimo to steklenico z vodo. In voda predstavlja naše zavedanje, naše misli. Smo prisotni v telesu. Konic prstov na nogah se zavedamo nog, gležnjev, gor kolen, stegen, medenice, trebuha, prsnega koša, vratu, rok do konic prstov, vratu in glave. Povsod smo prisotni in se zavedamo sebe in svojega telesa. Sedaj pošljemo misli v vse te celice v našem telesu,
pošljemo tisto, kar si želimo. Torej, kaj si želim? Bom dala par predlogov, ti pa lahko pri sebi izbereš tudi kaj drugega. Okay? Jaz bom dala vsako celico, si predstavljam, torej v to mojo flašo, za to vodo si predstavljam, da notri dam, zlijem notri, da se vse lepo premeša. Zlijem mir in dam not mir in kot ko malinovec natočimo not v vodo in se vse zmeša, se zdaj ta mir premeša z energijo v meni, mojem telesu in prenesem ta mir v vsako celico mojega telesa. Okay? In dam notri ljubezen do sebe. In tudi premešam, dovolim, da se energija, misel, čustvo, stanje, ljubezni do sebe prepoji z vsako mojo celico. In dam energijo, varna sem, rada se imam. Okay, torej, da se imamo radi in smo varni. Lahko dam energijo, sem pogumna, sem pogumen in tudi to vse povsod v telesu razpršim, zmešam. Tako da moje telo je zdravo. Lahko dam karkoli si želim. Okay? In sedaj samo ostanemo en trenutek še v vseh teh energijah, ki smo jih dali v telo, v to našo steklenico. In to smo sedaj mi. Okay? In sedaj opazuj, ali se počutiš kakorkoli drugače sedaj. Okay? Je lažje, je bolj sproščeno, je nek mir, je težje. Včasih, ko smo končno prisotni v telesu, zaznavamo občutek teže, ker nas prizemljuje. Okay? Če smo prej leteli v zraku, kot da nič ni prav, nič ni narobe. Torej, kako se počutim sedaj? Tako da te vabim, da si spet vzameš svoj list papirja in čisto na dnu, kot novo poglavje, napišeš, kako se počutiš sedaj po tej vaji. Mogoče narediš najprej kot naslovček vaja za prisotnost v telesu. Torej, to je vaja za prisotnost v telesu. In si napišeš, kako se počutiš. Kaj ti je ta vaja prinesla? In mogoče ti priporočam, da si dodaš še kakšen napotek, zato da lahko drugič to vajo spet ponoviš. Torej, kaj smo naredili? Smo zaprli učke, vdih, izdih. Okay? In smo dali pozornost najprej na kožo, ki prekriva celo telo. Smo bili majhen možiček v vsaki celici kože. Potem smo se potopili skozi kožo v telo. Naše telo je bilo kot steklenica. In smo telo napolnili do vrha gor z vodo, s čisto energijo. In smo izbirali, kaj damo vase. Kakšne čustva, stanja, torej ljubezen, mir, sproščenost, pogum, varnost, ljubezen do sebe, odlična samopodoba, karkoli si želimo.
in se prepustimo občutkom, kako se počutimo, potem, ko to naredimo. Okay. Okay. Zdaj pa, tam, kjer smo na začetku tiste alinejice naredili, torej prva alineja je bila tista naša najljubša vaja, tistih, ki jih že počnemo, potem smo dodali tole vajo za predihavanje in zdaj tretja alinejica naj bo vaja za prisotnost v telesu. Še to si dopiši, tako da imaš 3 orodja, ki jih lahko uporabiš, ko si želiš umiriti, sprostiti, biti v stiku s sabo, si izboljšati samopodobo, zbrati pogum, moč, zato da lahko greš skozi dan, skozi trenutke, dogodke, situacije, karkoli se ti zgodi. Okay. Hvala. Mi prihajamo proti koncu naše današnje enourne delavnice, zato kako se pomiriti in najti v sebi srečo. Okay. Naredili smo veliko, sedaj pa je na tebi, da to uporabljaš. Okay. Vesela in hvaležna bom za povratne informacije, kako ti grejo vaje, kaj se dogaja, kje se ti zatakne. Lahko mi to sporočiš na moj e-mail info@žareksreče.si. Torej brez šumnikov seveda, info@žareksreče.si. Lahko si tudi še malo pokukaš na mojo spletno stran www.žareksreče.si in najdeš še kakšno zanimivo stvar. Želim ti prekrasen dan, zaupaj vase, delaj na sebi, to je največ, kar imamo. Mi imamo sebe in zapomnite si, da smo najbolj čudovita stvar, kar obstaja na tem planetu. Smo čudoviti, točno takšni, kakor smo. Nihče ni boljši od nas. Okay? Z nikomer se ne rabimo primerjati. Živimo za sebe. Okay. Naj bo tvoj dan nasmejan in se vidimo, upam, da kmalu na kakšni drugi delavnici ali pa v živo. Čau, čau!